Naš snemalec Gašper je kriv, da tukaj ob prenovljenem i4 nimam še prejšnjega predprenovo, ker bi se lahko potem šli igro ugani razlike. No, se prav zares naš Gašper ni nič kriv, nekoga sem pač mogel potunkati za takšen uvod. Bi bila pa zadeva vsem zanimiva, ker so spremembe relativno majhne in je nekatere težko opaziti, pa hkrati dovolj velike, da i4 še naprej ostaja zanimiv. Spredaj to pomeni drugačne luči z novim svetlobnim podpisom, ki ni več njihov Angel Eyes, no pa spremenili so tudi sprednjo masko. Tudi zadaj so spremenili luči, ki meni v bistvu izgledajo zdaj celo manj posebno, ker nimajo tiste sredinske linije, ampak samo takole od blizu, pa kadar so ugasnjene, sicer so pa te še mnogo bolj zanimive. V bistvu so laserske, hudo dobro svetijo, pa tudi tak zanimiv svetlobni podpis imajo. Ja, tudi znotraj je nekaj sprememb, drugačen je zdaj volanski obroč in tukaj na sredini ni več prestavne ročice, ampak samo še takšen jeziček za vožnjo naprej in nazaj. In tudi ta vmesnik so malenkost spremenili, da je zdaj bolj sodoben in zna bolj pametno najti polnilnico, kadar zmanjka elektrike. Pravzaprav preden zmanjka elektrike, upam. Je pa ta notranjost že malenkost zastarela v primerjavi z najnovejšimi BMW-ji. Mogoče zastarela ni najboljši izraz, no, ker je malo žaljiv, pozna se pa, da je manj sodobno futuristična, ampak meni je dejansko totalno všeč. Zelo fajn se počutim tukaj noter in čisto vse štima. Voziti se sploh ne rabim, ker je tehnološko vse ostalo enako, torej zaključujem. Hecam se. Seveda se moram peljati in seveda vam moram povedati, da je tehnološko res vse ostalo enako, ampak je še vedno tako zelo vrhunsko, da sprememb sploh ne zahtevam. Tole je skoraj najšibkejša različica, takšna z oznako 40, pa z zadnjim pogonom, pa si v bistvu sploh ne predstavljam, zakaj bi kdorkoli hotel imeti močnejšo. Mislim, vem zakaj, zato ker še bolj sune, ampak tudi tukaj je vozniku na voljo 250 kW moči oziroma 340 konjičkov, kar pomeni, da je pospešek z mesta do 100 samo 5,6 sekunde. Dovolj, brez skrbi, boste zlahka med najhitrejšimi, ker je zaloga navora takoj na voljo in so pospeševanja totalno lahkotna. Bolj pomembno se mi zdi, da i4 po občutku sploh ne deluje štromar. Nikoli ne deluje težko in okorno, tudi pretresane, kot ponavadi zaradi težke baterije to počnejo električni avtomobili. Za razliko od marsikaterega drugega je zapeljati fantastičen, ker je lahkoten, okreten, z dobrim občutkom na volanu, tih, res, prav super je. In takšen tudi porabi ne posebej veliko. Na našem testu, kljub snemanju, je poraba okrog 22 kWh, pa bi bila lahko precej manjša, če ne bi ob tem jaz še ves čas treniral svojih vratnih mišic in na polno pospeševal. Sicer pa se so to dokazali pred nekaj leti že naši fanti, ko so s točno takšnim šli do Sicilije in je bila kljub temu, da so vozili več ali manj samo po avtocesti, poraba precej majhna. Tudi polni se dovolj dobro, sicer ne noro hitro, ker je tehnologija v nekaj letih napredovala, vseeno pa lahko z več kot 200 kW moči. Z dobrim dosegom je skratka super tudi za vse tiste, ki smo pri baterijskih vozilih ves čas malo nervozni. Zdaj pa vsem zaključim in grem na polnilnico, ker ima baterija samo še 90%.